en velik aspekt, ki so Japonci v bistvu to pogruntali, je, da so te, se pravi, povedal sem že, da so Magic se včasih artiste zbirali. In oni so pogruntali, da so karte tudi piece of art, lahko. In so v bistvu začeli te filing techniques in to perfekcionirati. In so te karte ene res tako hudo zgledajo, so vse tako svetlika na toliko načinov. Je tako, kot ne vem, zdaj pač za gledalca, pravim, da če še niste, se splača kdaj pogledati, da greš pogledati recimo en ta podrag kamen, ponaredek, pa ta prav kamen. In ni na ključje, tam pač, ko je steklo pobarvano, je nekaj drugega, kot ta prav drag kamen. Ker noter pogledaš, imajo te layerje in vse, in je nekako se svetlaba lom noter, ta sparkle, ima čist drug efekt, kot kar steklen kamen. In tukaj je isto, te fajli, kako se svetlikajo in to je samo od tega, pač že ti srce poskoča. Pustimo to, da imajo itak art namerno. One Piece ima neverjetne artiste, neverjetne pač kako to produkcijo kart, pač kvaliteta karte je na čist drugačni ravni kot recimo Pokémon, ki bi si obrisal rid z njim. To so mene deljene, ker Pokémon je dost, bom rekel, v tej sceni tega so eni bili prvih, ki so to se tako strateško lotali delati. In oni imajo izrazito tako, da imajo te art, da imajo te različne holote in različne tire teh kart. Če vzameš čist common karte. Ja, to je oseben preferenca. Recimo veliko ljudi, ki jih jaz poznam, se ne bi strinjali s tabo. Mislim, meni je tako, na otip že, se zdi Bandai karta, se ne vem, mogoče oboje Bandai, niti ne vem, ampak One Piece karta. Pokémon in Nintendo. Drug kaj reč. Ja, to je razlika, ampak tudi, ne vem, jaz sicer za One Piece nisem imel še japonskih kart v rokah, ampak vem pri drugih igrah, če japonsko karto primaš v roke, je pač, Pokémon je že tak primer, japonske Pokémon karte so druge kvalitete, kot evropske Pokémon karte. Manjše so, ne? Če se ne motim. Japonski format je, ne vem, če je še, ampak včasih je bil, pa tudi debelina kart je druga. Mogoče imam to v spomenu, da sta japonska karta proti zdaj, ker imamo v roki One Piece, je čist druge kvalitete. Ja, One Piece so pa angleške karte boljše kvalitete, ampak še zmeri ne vem pa, kako so, japonske so mogoče še boljše. Ne, jaz imam japonsko karto pa angleško, pa se mi zdi, da ni nekaj razlike. Ja, skoraj isto. Mislim, vse je ista firma tiska, ne? Vse se tiska na japonskem. Ja, okay. Po moje, kar hočem reči, je, da verjetno vse, kar spremenijo, je jezik, da je to vse ista mašina, kar tiska. Ja, ampak so proizvajalci, ki so pač isto tiskali, ampak so pač, to je za svetovni trg, to ni vreden, to bomo. One Piece je taka svetovna franšiza, da si ne more glih tega. Kje so pa Yu-Gi-Oh karte na Spektru? Yu-Gi-Oh so pa Konami. Ja. Pa še te tretji. Ja, ampak tako po kvaliteti, ki so zdaj na Spektru. Jaz sem to 14 let nazaj sicer opustil, ampak me še vedno tako firbac. Trenutno je Yu-Gi-Oh malo v krizi. Predvsem zaradi tega, ker se mora reinventati kot IP. Pač mora priti v stik s časom. Oni so v bistvu, recimo Pokémon je to dosti bolj delo, čeprav je Nintendo skoraj bolj konzervativna firma kot Konami, ampak so jih izučile ene stvari, ne to, kar so imeli z Game Boyom in to, kar so vmes v bistvu skoraj, pa pol, kar so šli, kar so sprejeli mobile igre. To je tudi zanimiva, taka stvar, kako so v bistvu nekaj let nazaj je bilo, tako sem jaz dostikrat slišal, kako bojo zdaj kako bojo konzole
propadle, zato ker so zdaj ti mobile gamei popularni in kako. Ne, v bistvu se je pa zgodilo obratno in so te konzole delajo mobile games začeli delati in pa so to nazaj prenesli, se pravi, da konzole mobile games lahko igrajo. In zdaj, če hočeš, so ta najbolj top te mobile games, so od teh ta največjih firm spet. Tako da je lahko biti pameten, če te firme niso, da nič ne delajo. In isto, pri Nintendo je tako, pač ta Pokémon čisto redefiniral, in oni so v bistvu zdaj par let je Pokémon TCG je bil najbolj hot stvar, mislim, za Pokémon karto si se spognil, za ko zlata se pa nisi, si ga brcnil v lužo. Dobesedno. In je v bistvu tudi proti ostalim TCG-jem to sploh ni ista liga. Kako je? Kaj pa je tako distinktivno? Kombinacija korone, pač njihovih teh IP-ja, konzol, mobile gameov, vsega tega in pač enostavno, kako so to marketirali in kako so v bistvu uspeli eno čisto novo generacijo doseči, in je to pač ta boom naredil, ki je eskalator čez vse mere. Veliko lažje je imeti Pokémon pliško, kot Yu-Gi-Oh pliško. Ja, nedomno. Pokémon Liga, ta gigantska world. Se pravi, popularnost celotne franšize je pač potem vplivala tudi na TCG? Ja, of course. Ja, tudi. TCG je šel čez vse. Ne, mislim, Pokémon TCG je tudi najbolj igran TCG. Ja, of course. Pa verjeten se upam trditi najmanj igran po pravilih, kot je mišljeno. Zato, ker pač Pokémon se igra tako kot vojna. Gledaš HP, pa primerjaš. In pač najbolj pogosta publika tako igra Pokémon. In je v bistvu, ampak se ni važen. A to so si dejansko pravila sami izmislili, community ali? Mislim, community, pač Pokémon pač igrajo otroci, veliko, in oni ni, da so ustaljena pravila. Oni pač te karte priredijo si pravila, da jih razumejo. Tist, ki pač ima najboljše karte in ki je najbolj glasen, bo povedal, kako so pravila. Ampak je zabavno, in te otroci se zabavajo neskončno s temi kartami. In zdaj je to pač bilo. Tako da Nintendo, jaz se hecam, da zdaj bojo 5 let rabijo, da bojo denar prešteli, da bojo pol mogoče spet kaj naredili. In Konami z Yu-Gi-Ohom je v bistvu nekako v tej poziciji, kjer more to, ker bo zdaj pač nek odgovor mogel narediti. Zlasti je pa pač ta One Piece jih na nek način presenetil, ko so pa uspeli zdaj nekako sinhronizirati skupaj z filmom, z tem kao rebootom serije. Famo so uspeli na zahod ustvariti tega, da je največji ta pač manga, največja, najdaljša, Sej je skoraj najbolj prodajen strip v zgodovini že, tako da mislim, na zahodu ima že ustaljene fane, tudi če ne bi filmi prišli, če ne bi nič drugega, že fanov manjke dovolj. Pač to ni, vse je skozi povzročeno, ampak uspeli so zdaj, so uspeli ta boom sprožiti, s tem pričakovanjem, in s tem pa ljudje prihajajo ven, da so One Piece fani, veliko znanih ljudi. Out of the closet. Športniki in vsi. To je vse pač neka live action je bil zdaj serija, naprimer. Načrtovan, marketing strategy, kako ta IP monetizirati, pa pač pripeljati širši javnosti. Ker Bandai je probil z večjimi temi in v bistvu niso bili uspešni. Z One Pieceom so pa dubali en zdaj tak paradni kon, ki bo to tako.
so pa pač gledali, ne, to je pač, na Japonskem so te firme in pač gledajo, ne, drugmu, kaj, TCG-ja še nimamo, ne, kako da nimamo TCG-ja, naredite mi TCG. Literally vse obstaja kot TCG, like Uma Musume, kaj, oni konji. Popularno, o moj bog. Kaj, TCG? Ja, obstaja TCG, pa v Sloveniji ga prodajajo. Kaj? Pač dobesedno vse imaš TCG že. Na Japonskem je sploh ta TCG, ne, so najbolj močne, ne, ni tako board gamey, recimo niso sploh, ne, neka ta. To je res, oni nimajo board gamov kot tak. Tam TCG so v bistvu zaživeli. Samo je pa tudi to finta, ful pogosto gledam, na Kickstarterih se pojavljajo vsi možni TCG, svoje karaktere si izmislijo. Trenutno, ja. Ker je to, kaj ne, ker je taki hype. Ker je tak hype na TCG, a ne, so zdaj vsak bo pač dal, a ne, TCG, a ne. Stalno jih gledam, stalno neki novi prihaja, pa vedno fuloko denarja dobijo, verjetno inflatajo sami, da potem drugi pridejo, gledaj toliko so že dajo visoko ceno, ker pač ciljajo, jaz na te potrošnike, ki bojo mislili, sej, če bom dobil ta čist prvi release, potem bom lahko prodal. Pač uspeli so, a ne, eni ljudje so pač uspeli narediti, da so TCG postali investment. Ja, dobesedno. In so v bistvu tako, kar pač preprečujejo za bitcoine, a ne, so tudi pač preprečujejo za karte. Zdaj seveda je malo razlika, a ne, v tem smislu, da te karte so vsaj je nek produkt, a ne, je nek interes, a ne. In ima nostalgičen interes, ne? Se pravi, tudi če si ti, kot majhen to igral, boš čez 100 let, ali pa 50 let, tudi če to ti bo zanimivo, ne? Se pravi, tudi če se sesuje, a ne, če se sesuje ta trg, a ne, in, ne vem, grejo, firme propadajo, karkoli, a ne, ne bo v nulo šlo, a ne boš ves denar zgubil, ko si v to investiral, zato ker bo, kot sem rekel, čez 50 let, bo nekdo se pač to videl, se bo nostalgično spomnil in bo pripravljen neki denarja za to dati. In to se tudi kaže, ker veliko teh iger živi, kljub temu, da so v bistvu ukinjene. Obstajajo community, ki naprej to v preživljenju ohranjajo. Ne? In se pravi, te IP so bolj tvrdni, kot samo v rokah teh lastnikov trenutni, ne? Lahko se lahko del obdržijo. Vsaj tako je nekako ta teorija, ne, ideja, ne? Ker kot, ne vem, nek tak primarily investicijsko produkt zlata, ne, je pač v tem, ne, da ti ni vezan na državo, na sistem politični, na karkoli, ampak je neka civilizacijska dobrina, ki se smatra, da bo obdržala vsaj nek interes. Ne? In obviously trenutno s to mikroelektroniko je pač še neko novo veljavo dubu, kot surovina. Ne? Se pravi, ne bo nikoli nič vreden. Mislim, takrat, ko bo nič vreden, ti bo to najmanjši problem. Ker pomeni, da bo civilizacija kot taka razpadla. Dober point. Se pa koliko tudi jaz vidim, je, da nove generacije prihajajo noter, se mi zdi, ker Gen Z zapostaja delovna sila, ima svoj denar in kupujejo. Gen Z še ne. Oni so zdaj še srednja šola, študenti. Ja, to še je, to je še. Ja, še bo, ampak malo denarja. In oni niti niso bili rojeni, ko je že ta boom začetnega bilo konec in zdaj hočejo kupovati to, kaj obstaja. Prednosti imajo, da njihovi starši so bili v tem. Tukaj je denar. Oni bojo rekli, jaz hočem to delati, starši, jaz sem tudi fan, na denar. Ja, plus da ti, ka pač ti z otrokom iščeš nek stik, in se ti zdi, to bi pa lahko, ne vem, zdaj pa nekaj bi počel z njim in pa, to pa je meni všeč, pa je za otroke tako primerno, da to bi se jaz s tabo ukvarjal, ne bom delal neki, ki nisi hotel, nikoli početi. Jaz ne vem, jaz nisem, ko sem bil majhen, ne vem, kaj dosti, recimo, ne vem, nogomet igral.
Jaz ne bom zdaj s svojimi otroki šel v nogomet. Raise your kids right. Športe bom pač to, kar mi je bilo zanimivo. Jaz sem jim dal rolko, padejte z rolko. Prav moraš vzgajati otroke. To je zabavno. Daš jim anime, daš jim mange, daš jim igre. Zdaj gledamo One Piece. Evo, raising your kids right. Zdaj poslušam, kako je Zoro najbolj hot. In to boš poslušal še naslednjih 20 let. Ne, se v redu, sam moraš se potruditi, da takoj zaseješ seme, da je Luffy bedaka, da pa ne slišiš kakšnih čudnih. Ampak, ja.